23. februarja 1971 je v ljubljanski bolnici umrl duhovnik dr. France Cigan, neumoren zbiratelj ljudskih pesmi, pedagog in vzgojitelj, osrednja glasbena osebnost med koroškimi Slovenci po drugi svetovni vojni. Leto na vrh, marca 1972, so Zveza pevskih zborov, Krščanska kulturna zveza in mešani pevski zbor Jakob, Petelj in Galus v Domu glasbe priredili koncert njemu v hvaležen spomin. Iz tega se je razvila stalnica poimenovana Koroška poje, ki letos obhaja 50. obletnico. Koncert Koroška poje je postal kulisa za nastope zborov in skupin iz celotnega slovenskega kulturnega prostora. Vedno pa je bilo težišče na domačih zborih in skupinah od Podjune do Zilje. Bivši tajnik Krščanske kulturne zveze Nuže Tolmaja se spominja. Ne bi bil tajnik Krščanske kulturne zveze, če bi gledal, da je samo en zbor. Ko so nekaj rekli, to pa samo Celovški Galus. Jaz smo kaj pa ostalimi zbori. In tako da sem pravzaprav kar v naslednjih letih, da niso povabil, potem so pa pravzaprav, se spomnim, zbori iz Podjune bili, vsi zbori, potem smo rožanske zbore imeli, tako da to bo var, če bi tukaj kakšen zbor izpustil. In tako mislim, da sem skušal vse nagovoriti, koliko je možno bilo. In dejansko so zelo radi prišli, zelo radi. Predvsem pa zelo radi so prišli poslušalci tudi, kako so srečni, da so pred koncertom se srečali z znanci. Tako da je to ni samo koncert, bil temveč tudi srečanje za te ljudi, ki so prišli tako daleč. In to sem pravzaprav zelo srečen pa vesel. Ko se oziramo na vrsto koncertov pod nazivom Koroška poje, bi jih v prispodobi lahko primerjali z dragoceno ogrlico, na kateri visi polno svetlečih biserov in draguljev. Ob zlatem jubileju smo hvaležni vsem, ki so temu dodali svoj delež. In teh je ogromna množica. Nekateri so bili udeleženi vse skozi na vidnih mestih, drugi so se izmenjavali, stopili enkrat bolj v ozadje, da bi za drugič spet pripravili nov biser, še bolj dragocen in svetel. Nuži, mal sem pojdi. A res, bo daj, dobro. Pozdravljen. Nuži, ti si mož prve ure, ti si bil že v 50 letih aktiven, ko midva še nismo bila na svetu. Pozneje pa seveda tudi iniciator pa pobudnik marsikatere akcije, med drugim družinsko petje, potem igre, razne igre ljudstva in seveda tudi revije Koroška poje. Povej nam malo o teh prvih časih, kako je prej bilo in kako je prišlo potem do revije Koroška poje. Ja, mislim, da se spominjamo okviru Koroška poje, velikega skladatelja, zbiratelja naše domače ljudske pesmi, duhovnika, kulturnika Franceta Cigana, prijatelja mladine, ki je poznal Koroško ozilje, pa Gordo Dirkš, res naši ljudi. In tako smo kar za prvo obletnico smrti že organizirali zborom Galus, ki je mladi pevovodja prevzel profesor Joško Kovačič, ki je prišel z Gradca. Tako da je on pripravil zbor skupaj z graškimi študenti. Je bil prvi koncert, Milki Hartmann je posvečen 70-letnici in prvi obletnici Franceta Cigana. Jaz sem malo prebrskal
Tudi vse te koncerte sem videl, da so pač domači zbori bili največji del teh nastopajočih, z drugimi tudi, ampak važno je vedno bilo, da so naši domači zbori prisotni. Skokica nevesta mlada, ženi bil je dolgo, rajala oba sta rada, rega, 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 kvak, kvak, kvak. Santa Branja bo minilo, nama bo zacvetel maj. Santa Branja bo minilo, nama bo zacvetel maj. Domovina, domovina, zvorom, zvorom, zadnji krat. Bog je htela, poravnila, Bog dajala, bije Samo nekaj ne smemo pozabiti. Na svojo kvaliteto, na svoje bogatstvo, na svojo identiteto. In če to izgubimo, smo postali revni in bilo bi zelo usodno, če bi ta pesem in ta identiteta zamrla. Joško Kovačič je bil pravzaprav od vsega začetka zraven pri prvih koncertih, ker je tedaj prevzel tudi mešani pevski zbor Galus. No, on je za to skrbel, da je bil koordiniran potek in tudi vsebinsko usklajen, torej da se je vlekla rdeča nit od začetka do konca. In to je bila pravzaprav res tudi njegova zasluga. In bil je pa tudi seveda zbiratelj ljudskih pesmi. In to ljudsko izročilo se mu je zdelo važno, da damo naprej tudi naslednji generaciji. Ja, v zadnjih 50 letih je bilo kar več koncertov posvečenih ljudskemu izročilu, ljudski pesmi. France Cigan, Lajko Milisavljević, Berte Logar, Joško Kovačič in drugi zbiratelji so svoje veliko spoštovanje do ljudskega izročila pokazali s tem, da so hodili po Rožu, Podjuni in Zili in snemali ljudske pevce. S tem so mnogo naših slovenskih ljudskih pesmi rešili, jih iztrgali pozabi in jih spet vračali med ljudstvo. Slovenske pesmi je prepevala, hodite me jezivala. Hvalimo Boga, Svetka Duha, ki nam je tak dobrega dal. Hvalimo Boga, Svetka Duha, ki
nam je tak dobrega dal. Svaliva sem, te pločne bo, od lupinja, dam se v zlato, alti pani, sme snižo, na vedele, zavidi so, se bom pobrala, se karima, odlepa bo, idem kandala, ti veš pa zdužno kahajžo, se hajnade, Jo, veliko je bilo tudi slišati pesmi besednih ustvarjalcev naših koroških in pa tudi seveda besednih ustvarjalcev Slovenije. In veliko novih pesmi je tudi nastalo na ta besedila. Nekaj je bilo že prej narejenih, ampak nastalo je veliko novih pesmi. Si ti nekaj naredil, jaz sem naredil veliko drugih koroških glasbenikov, ki so prirejali ali pa celo skomponirali kakšne pesmi, ne bi govoril o skladateljih, ampak prirejevalcih v prvi vrsti. Jaz sem našel še od mojega deda tudi eno pesem od Šimana Olipa, ki je tistim, ki so se ukvarjali malo s tematiko, tudi znan. In tukaj tisto pesem, ko sem potem dodal še melodijo zraven, ker ni bila v rokopisu čist vidna, ker je prvi bas bil napisan. Tisto je pa tudi zapela ena skupina iz slovenskega playbacka. Ko boš njemu roko dala, naj srce ti srečno bo. Z njim življenje srečno živaj, preteklih kratkih dni. Tičice mojo, rožice cvetov, kaj bo človek ti začel. Se pa veseli, ko gre na polje pšenico sijat. Ali je to res mogoče, da zapustila si mat, ker drug ti zmešal je glavo in ti verjela si vse. Ali je to res mogoče, da ti spreminjaš obraz, spomin ostane v srcu, čeprav obrača se čas. Oj, ti si lepa naša, oj, ti si lepa naša Bogavica, mi te ljubimo. Oj, Bogavica naša gora, tvoji si otroci smo. Venčki so pa seveda tudi zanimivi, so lahko taki, ko se združi pač več ljudskih pesmi ali tudi izvirne, tudi Kernjak je bil znan za to. Za skladatelje je tudi izziv, ker mora malo iskati, kaj paše skup tematsko, ampak tudi po značaju, kaj mislim, vse pač ne paše skup. In ti venčki so za publiko gotovo tudi zanimiva stvar, ker pač ni samo ena pesem, temveč je sklop več pesmi. Za publiko se pač zmeraj nekaj novega dogaja. Izziv so tudi prehodi, kako prideš od ene pesmi do druge, recimo v tonalitete in to, to je prav gotovo izziv in smo slišali veliko venčkov pri teh raznih koncertih. By pa żałco na miesiu za moją dakle, tak się druje namazała kakorie manne. By pa żałco na miesiu za moją dakle,
tam się druje nam na zawaka, klerje maneja. Tam się druje nam na zawaka, klerje maneja. Pa mal poskoče, pa mal poskoče, pa mal poskoče. Saj se krajče čme snijedu, mrče noče po noče. Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, daj marti zelenih trav. Srce nič ne čaka, bije ti kraka, kliče ljubav. Zakaj čakala bi na maj? Zakaj čakala bi na maj? Na koncertih so pa mi res spet nastopali solisti, predvsem naši koroški solisti, in tam so imeli seveda veliko publiko in tudi dober klavir, torej je bilo to tudi zelo važno, da smo tudi to zvrst glasbe spravili naprej. So pa bili seveda tudi skladatelji, ki so tam imeli deloma svoje prve nastope, torej premiere, in teh je bilo tudi kar nekaj. Če smem omeniti, glasbena šola dala svoj prispevek, da so se ti solisti pa skladatelji tudi šolali. So pa tudi tukaj na Koroškem še tudi ustvarjalci, bi rekel, ki se bavijo z ljudsko pesmijo in jo tudi za zbore prirejajo vsak na svoj način, včasih tudi bolj na, bi rekel, sodoben način v smislu džeza ali pop rocka, vse sorte se po moje zdaj da. Vedno nekdo bolje ve, kako se dela, kako to gre. Vedno nekdo ti pove, kaj je treba, kaj pa ne. Meni pa se to na živce gre. Že čaka na ine besede, že vsaka pinčica. Že čaka na ine besede, že vsaka pinčica. Nekaj to v svet kriči.
Dolgoletna tradicija na koncertih Koroška poje so gostovanja zborov iz Slovenije in Primorske. Tako ti koncerti približajo domači publiki tudi vrhunske zbore iz vsega slovenskega kulturnega prostora. Istočasno pa gostje lahko začutijo našo kulturno sceno, slišijo, kako naši zbori pojejo naše domače pesmi in kaj zmoremo koroški Slovenci na pevskem področju. Ta pevska srečanja poglabljajo sodelovanje nastopajočih iz 3 držav. Koncerti niso samo pevski nastopi, so srečanja, ki nas povezujejo prek meja. Kantata Žena mati je bila druga kantata Jožeta Rupica. Prva je bila Reke mojega življenja. Sem lahko sodeloval in vem, kako je to nastalo. In to sta bili 2 premiere pri Koroška poje. Je bilo tudi nekaj drugih kantat. Ti si tudi nekaj v glasbo od Milke Hartmana, ne, v tem smislu tudi. Tudi jaz sem imel možnost, morda bi še to zraven povedal, da brez tega naročila tega ne bi naredil. Torej je bilo zelo važno, tudi za Rupica, recimo, on sam od sebe ne bi naredil, če se to ne bi prej v bistvu pogovarjali o tem, in to so bile v bistvu stvaritve, ki so nastale na pobudo KKZ in tudi seveda premiere potem pri Koroška poje, in to so bili izzivi in velike možnosti. Gospod Nagele, profesor, akademik, mi je neštetokrat, ko sem pri njemu bil, rekel, tole kot zaključek imejte na Koroška poje, živeti hočemo. Zanimivo, da Nagel je imel to živeti hočemo kot svoje oporoko, tudi tam je otroški zbor, da je mladina hoče, da bi živeti hočemo, in tudi župnik Holmar je to libreto tako napisal, da je to kot finale čudovita stvar, in mislim, da je Nagel zaslužil to kantato v priredbi orkestracije profesor Radova Gobca, in združeni zbori ta živeti hočemo je dejansko res oporoka tudi danes za Koroške Slovence. Živeti, hočemo živeti, hočemo živeti, hočemo živeti, živeti hočemo, živeti hočemo, živeti hočemo, živeti hočemo. Oh
Koroška naj vedno poje. Koroška naj vedno poje. Živeti hočemo, živeti hočemo, živeti, živeti hočemo. Živeti hočemo, živeti hočemo, živeti hočemo.